Ja, dobro je, Barbara govorila, Jezus je že vse naredil na križu za nas, ampak moramo mi pač biti aktivni v tem, da jo sprejmemo. Ja, prav, nimate kaj ne prosti. Dostate samo en nekaj korak, ali pa včasih je ful velik. Ja, se spomnim, ko sem izgubil kristal, ko sem se pogovoril, začel govoriti že kar težko, recimo, da si kar začel govoriti z nevidnim pitjem, ker danes iz tega sveta ti pač ne hočeš programirati, da je to novost, ti pač ne govoriš tam z nekom, ki ga ne vidiš. Ampak Bog si je proti, ki so nori v tem svetu, da osramotim, ki se malo zamodre. In to se zgodi takrat, ker ti dobiš odgovor na molitev. In odgovor na molitev proslavlja Boga. Jezus je rekel, vse boste prijeli, boste bodili sadove, slava vaša očita. Tako da Bog je proslavljen, kar se zgodi, to, kar ti prosiš. In pač mi ne moramo religiozno, samo zaradi molitve. Religija tako deluje. Krščanstvo, pač so ljudje natrenirani, da pač morajo neki dragane obrazce, ki so pač naučeni, ker ni življenja v njih, ki so suhi in pač je avtomatizem sam zaradi molitve, pač mora zato, ker mora, ker se me tako naučila, ampak to ni Bog. Bog odgovarja na molitve. Bog včasih bolj želi govoriti na naše molitve, kot dosti tu, ker ni. Ampak prvi korak je, da odprem usta in začnem govoriti z njim. Bog bo začel videti odgovore na molitvo. Jezus je rekel, prosite in boste prejeli. In Bog piše naprej, vsak kdo prosi prejme. Ne piše en dobi, samo kaj je poseben, kaj je svet. Ko sprejmeš Jezusa, si že posvečen, si že njegov. Ko sprejmeš v svoje življenje, postaneš njegov odhod. In to se zgodi takoj, ko rečeš Jezus, verjamem, da si ugodil zame na križu, vstop v moje srce, predati svoje življenje. Takoj postaneš njegov sin, njegov otrok. Ti bolj rasteš, ko si rostel. V bistvu, ne vem, če ti bolj korak po korak napreduješ v odnosu z njimi. Tudi to je pač več kot religija. Religija te skozi drži na enem nivoju, celo življenje. Nekje je pač ponavad daleč od Boga. Ampak Bog že da rasteš v odnosu z njim. Vedno je napredek, ni statičen, tukaj rekel 0-1-0-1. Bogu je vse. Nikoli ne moš priti do konca na Bogu. Piše Sveto pismo, da so v njem skriti vsi zakladi, modrosti in vrednosti. Vsa vednost je v Kristusu. V njemu je celo stvarstvo ustvarjeno, po njegovi besedi. Tako da prvi korak je, da potem začneš prositi. In če hočeš biti efektiven v molitvi, moraš imeti njegovo besedo. Čim več njegove besede v svojem življenju. Jezus je rekel, če živite v meni in moja beseda živi v vas, prosite karkoli hočete in se vam to zgodi. To je spet ena, dosta imamo kot kristjani težave s tem, kaj s temi besedami. Karkoli boste prosili, se vam to zgodi, če boste verjeli. Ampak kdorkoli bo prosil, kdorkoli bo rekel gori, naj se umakne, se pomakne. Če bo verjel in ne dvomil. Ampak moram začeti prakticirati vero. Če sam lahko čakam ful časa, lahko se mi zdi, da Bog suvereno pride in me obišče na te stvari. Ampak to je otroški Bog. Če boš rastel, sam začnem iskati Boga in sam začnem prositi, trkati in se bo odprlo. Iščite najdi boste. Vsak, kdo išče, bo najdi. Vsak, kdo trka, se bo odpre. Ampak druga stvar je pa, da imaš srce. Srce in usta mora biti povezane. Kri srca, če bo spremenjenje, želja po Bogu, da sem lačen dobrani. Blago tem, da smo lačni, ki bojo vasiči. In pa stvar, da mi iščemo Boga sam za blagoslovo, da bomo zdravljeni, Bog je Bog blagoslova, on ni pač Bog revščine, pomankanja, bolezni. Bog je Bog blagoslova, ampak iščemo, da on je Bog. In to je usmud.
iščete najprej mene in moje kraljestvo, vse ostalo, obleke, živež, to vam bo navrženo, ampak iščete zakaj Boga, ki me ljubi, ki ga jaz ljubim, ki je moj oče in ostalo mi bom videl. In ta v bistvu čudovit odnos, v katerega Bog kliče vsakega človeka in ta odnos se je zgubil v Edenskem vrtu. Barbara je imela človek je jedel od napačnega drevesa, postal je neposlušan in je postal odvojen Boga. In od takrat ta, če si zgodovino, človek tava, v bistvu išče pa ne najde, zato se ne sreča z Jezusom. In Bog vsakega kliče nazaj v svojo družino, Bog je nebeški oče, da te ljubi, skratka na tvoje srce in te kliče. Da prideš v njegovo družino, da si njegov ljubljeni sin, njegova ljubljena hči. In nihče nima večje ljubezni, kot je ta, da življenje za nekoga drugega. In to javno vedno za nas. Jezus je umrl za nas na križu, ki nas je tako ljubil. Bog je tako ljubil svet, kot je Barbara rekla, da je prebrala ta citat na teologiji Janez 3:16. Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega sina za nas, da nihče, kdo vanj veruje, se ne pogubi, ampak ima večno življenje. To je občutljiva Božja milost. Ampak spet moram jaz sprejeti, če jaz to ne sprejmem, se mi ne bo zgodilo. Tako da jaz sem recimo odraščal v neverni družini, moji so bili doma komunisti, tako nisem hodil v cerkev, sem vedno eno odpor do krščanstva, vedno ima nekih predstave, to je turovnega, inkvizicija, ne vem. In enkrat sem spopašal na tako srečanje, ker so me povabili in nisem vedel, da krščansko življenje, ne vem, če bi šel. Tam je bil en človek, ki je začel govoriti o Jezusu in sem hotel iti ven, ampak nekako nisem mogel stati. Je bil iz Irske, pa šlo letalo vse pričevanje, kako je bil terorist v tej teroristični organizaciji, pa je pobegnil iz zapora in je bežal in je begom je vstopil v eno cerkev in pridigar, ki je bil gor, ga je poklical po imenu, je bil besedo od Boga, da ti pa ti Bog te čaka. On se postal vrnil in je to služil to za tako kazanje in je postal pridigar. Ampak jaz nisem dovolj človek, kaj govori. Ker sem tam sedel, tako sem čital tukaj na nekaj izliva, tukaj je eno olje in ful mir, ker ga nikoli v življenju nisem čutil. Se je tukaj plašče pač v rame in toplota, da vede nekaj, ko začel spuščati čez moje telo. Tako nisem vprašal, kaj je to? Sem se začel spraševati. In nisem več tekel v svojem umu, ampak vedel sem v sebi, to je tukaj sem jaz celo življenje iskal, pa nisem to. Ta znamiru. Od ta prisotnost je bila 3 dni še pa na mene. Takrat nisem sprejel Jezusa, ker sem oni so pozivali, ampak vedel sem, da se bom odločil za tak korak, da se bom posvetil, da bom nočem nekaj na pol, čez Bogom, to svoje. To je trajalo še 2 meseca, po parih mesecih sem se odločil, da želim Bogu in Bog je začel delovati. Leta 98. In to je najboljša stvar, ki se lahko zgodi. Ne samo to, da sprejmeš Jezusa, ampak da počneš hoditi z njim in to uslugo, katero te je on poklical, da nekaj hočeš. Jaz sem zaštikal, da stvari tega sveta ne morajo izpolniti. Lahko dosežeš vse, kaj ti pomaga, če cel svet pridobiš, izgubiš pa svojo dušo. Tu stvari tega sveta te ne morajo izpolniti. Niti materialne, niti kakšne druge duhovnosti ne morajo, ker se pred tem slavinsko in v kakšnih gospodaških njuvečnih je bilo. Bil sem eno občutki pa kratkotrajne ene duhovnosti, ampak še vedno sem bil prazen, mnogo dela ni bil, ker je Jezus prišel. Je on sam vstopil vame in je ta njegov mir in je začel prevzemati. In resnično se lahko v življenju izpolni samo to, če delaš to zgrati Bog namen. Če ne boš vedno malo zafrustriran. Bog je vsakega od nas ustvaril s določenim namenom
In piše, da so vsi naši dnevi že zapisani v njegovi knjigi. On je že to usodo, to prebadno rekla, mi imamo svobodno voljo, da se samo odločam. Nismo popolni, ampak če ga hočem njegovo voljo, bi voljo pokazal nečim več. In Jezus je, kdo hoče mojo voljo izpolnjevati, bo razumel mojo besedo in bo vedel, da to gre z govorim res. Se prav to je tam predpogoj, da bomo šel po srcu, da hoče spoznavati Boga. In Bog se ne bo začel razumeti. To je proces. Niso stvari pač avtomatične, ampak proces je korak. To nas Bog in Bog se mi bolj razumeva in mi začne odkrivati stvari in za moje življenje, za mojo prihodnost. Vse ostale stvari začne prihajati na svoje mesto. Ta svet je zelo krut, v bistvu, odkaj je šel padlo v greh, se je to pač zlo, je prišlo zlo v ta svet. Tudi to drevo, z katerega je bilo drevo spoznanja dobrega in zlega. In Bog ni hotel, da zlo vstopi ta svet. Veliko ljudi krivi Boga, da so vojne, kako je zla, zakaj Bog to dopušča. Bog je človeku svobodno voljo, zato se stvari dogajajo. Bog mu je rekel, ne jesti Adam, ne jesti z tega drevesa, če ne bo samo ga umreti. In Bog tega ni hotel, ampak ima je to svobodno voljo, ker če ima ne bi to svobodno voljo, bi naredil robote in ne bi mogel imeti družine, ker niti ljubezni. Resnična ljubezen je takrat, da imaš ti možnost izbire. Rečeš, ja, hočem ali pa nočem. Če si pa ti sam spograbiran, da ja hočem, nimam izbire in ne moram resnično ljubiti. Če nimam opcije, da rečem ne, nočem. Za zlo, kaj v svetu se dogaja, ni ljubov, ker ko ne ubijali, ne kradi. Če bi ljudje živeli po Božji zapovedi, po Božji besedi, ne bi bilo zla, ne bi bilo pomankanja, ne bi bilo bolezni, ne bi bilo smrti. Dobra novica je, da to, kaj je Adam prvi šel v izgubo, kaj je grešil, vse to je Bog pripeljal nazaj v Jezusu Kristusu, kaj je vzel to posledico neposlušnosti, to Jezus je zlomil moč greha na križu. In vse te posledice, ki so prišle z grehom in Kristus na križu podričil, in Bog vse obnovil v svojem času. Začne se z mano pa staviti, to se bo zgodil tem, kar spremlja Kristus. Obnovno. In najprej se zgodi novo rojstvo v tvojem duhu. V duhu postaneš na novo rojen. Potem tvoja duša, tvoje emocije, se pa začne prenavljati čez svojo z Bogom, čez Božjo besedo, čez obnovo. Pa lahko rasteš to odnos z Bogom. Bi rad to pogubil Sazar, če bo sprejel Jezusa, da ga povabil svoje življenje. To lahko narediš kjerkoli, kadarkoli. Če bi zdaj rad sprejel Jezusa, lahko prideš mu molil zate. Če si sprejel Jezusa, pa da nisi bil krščen v Svetem duhu, to je pa drugi korak. Jezus je rekel, čakajte na moč in boste moje priče. Ker si krščen v Svetem duhu, to je več, kar religija dela, imajo obrede, zbirne, ker dobijo pač določene igrače, karkoli. Ti dobiš te moči z nebes. To, kar se mi je zgodilo takrat, ker sem začel čutiti to moč, pa kakor da bi elektrika, to je moč Svetega Duha, ki je naravna, ki pride nate. To ti je pa moč, da živiš krščansko življenje kot priča za Jezusa. Da ne moramo živeti v svoji moči. Krščanstva je nemogoče. Da imamo njega. V bistvu skrivnost krščanskega življenja, da Kristus živi čez mene. In na dan, kar se zdaj praznuje Božič, je Bog prišel in se v telesu. In je vse tukaj so prav, da je pustil svojo božansko naravo, da se je poničil in postal človek. In Božji sin je postal sin človekov, zato da bi človeški sinovi lahko postali Božji sinovi. In Bog to hoče, Bog nas kliče v sinovstvo. Da sprejmem Jezusa, pride Kristus po Svetem Duhu živeti vame. In ta Kristus hoče potem rasti.
v meni in tukaj Janez Krstitelj rekel, jaz se moram vnašati, on mora pa raz. To je Božji plan za naše življenje, več in več Jezusa v meni. In to je navznoter, navzven življenje Boga. Ni nasledniki navzven silam, pa se trudam izpolnjevati Božjo postavo, da bom zmeri padel, da moram krščanskega življenja živeti iz svoje moči, iz svoje volje. Ampak skrivnost v tem, da jaz odnos z njim in da on začne delovati in me spreminjati, da lahko živim z njim. In to ne pomeni, da bom dopoln, da se bom padel, da se spotaknil, naredil te narobe. Ampak stvar je samo, da se jaz v mojem srcu želim hoditi z njim, da če padem, da tečem nazaj k Bogu, da se ne skrivam, to pa se Jana začel skrivati, pa pokrivati. In Bog se hoče roditi Kristusa v nas in oblikovati Kristusa v nas. Zato je prišel Kristus, da bi imel veliko bratov in da bi imel veliko sinov Bog na temu svetu, da se njegovo kraljestvo širi na zemlji. In širi se v moči. Ni samo beseda, ampak je moč. Je duh in beseda. Je sveti duh in beseda. Tako da, če bi moč gledati, ne moramo za kakor Jezus je pač takamo odgovor za vse. Na njemu je ne mogoče, ker Bog čudež Bog. Bog ni omejen s časom, prostorom. Če imaš vero, dobiš. In dostakrat je samo to, da rečeš ja, prosim. Kaj se to zgodi? Sem bil recimo dvakrat pozdravljen, ko sem imel prvi Zuma, srečen med korono. So ljudje molili zame, ki so 1000 km stran. Kad se mi je pojavil, se mi je en tur na hrbtu in ena ženska iz Amerike molila in je v 10 minutah izginil. Državno, da sem mislila, da smo ga že pelali. Prej sem imel že palice, pisto na hrbtu, pa takrat sam malo, pa se ni zgodil. Sem šel na polikliniko in tam je bil en zdravnik, en makedonska, je tam dolga, z eno žlico pol, da je obračal, ki je nekaj ne bo vširil. In zdaj, ko se je drugič pojavil, sem mislil, spet bomo, ne, pa polna ženska je tako, a si v Ištra, to je eno šalome Soloma, to meni Jezus, da je pol 5 minut popaš. Drugič je pa bilo, kaj je, smo bil pa na eno srečeno isto, preroška šola, da smo trenirali prakticiranje duhovnih darov. Spremno svetega duha, tudi se Bog hoče, da začneš prakticirati duhovne darove in je več duhovnih darov, so darovi usplavljenja, darovi preroštva in tako naprej. In tam je bil da so bile 10 in je bil en brat iz Južne Afrike, ki je imel nesrečo, on je prometno in bil na invalidskem vozičku. In on je bil v besedo, da je ten bil, ko ima težave s hrbtom, da je hrbet bil in mene pa bi takrat nekaj par mesecev vodil hrbet. Sem pač rekel, da sem jaz, in mogel in me takoj ponoč so me bolečine, ko sem spal. In takoj sem bil zdrav. Bi če kdo rad molitev ali za ozdravljenje ali za to, ki ste omenili s nespečnostjo, skrbmi. Jezus je rekel, predajte mi svoja bremena. Dostakrat v ta svet, ki je krut, je fara v tem svetu, ki ti pač daje bremena, če se sutne. Je fizično, pač vemo, da ljudje so dostakrat kruti, nehote pač delajo zlo, rečejo veselje, da te izdajajo. Pa so fizične okoliščine. Ampak Jezus je rekel, pridite k meni, sprejmite moje breme, moje breme je lahko, moje breme je sladko. Da Jezus hoče zlomiti vsako breme, vsako skrb, duhovne pritiske, lahko imaš probleme z mislimi, da ti pač vsiljuje misli. Čutiš težo, eno breme, ki ne znaš definirati. To so dosta duhovne stvari, duhovne opredelitve, ki niso od Boga. Hoče zlom, ko še nekdo kakšne kot pojave,
ko pride in bomo pač molili.